Vinarstvo ima v družini Frešer dolgo tradicijo. Izvira namreč iz 19. stoletja, Matjaž Frešer pa je prevzel vinogradniški del kmetije leta 2007. V Ritoznoju na obronkih Pohorja, na domačiji s čudovitim razgledom, obdeluje 15 hektarjev vinogradov, od tega so 4 lastniški, 10 pa je z dolgoletnimi pogodbami najetih pri skladu kmetijskih zemljišč. Vse vino je pridelano ekološko. Lani so pridobili certifikat, letošnja letina pa bo prva, ki jo bodo lahko ponudili kot ekološko. Za ekološko pridelavo smo se odločili iz vidika naših naravnih danosti. Videli smo zelo dobre pogoje za ekološko kmetovanje. Obenem nam je želja pustiti nekaj dobrega našim zanamcem oziroma mojim potomcem. Druga stvar je to, da smo ugotovili, da trg išče dobre produkte, katere lahko mi pridelamo, in z dobrimi produkti mi se lahko tudi kosamo z globalnimi pridelovalci vina in s tem tudi lažje predstavljamo naše dobre stvari iz našega lokalnega območja. Za uveljavitev blagovne znamke Vino Frešer so potrebovali desetletje trdega dela in odrekanja. Zdaj je vino znano, ponujajo ga od Štajerske do Gorenjske. Matjaž Frešer pa je dobil tudi priznanje za inovativnega mladega kmeta. Vinsko klet so postavili leta 2007, letos pa jo bodo razširili. Finančne vire za širitev so pridobili tudi iz nepovratnih evropskih sredstev. Trenutne kapacitete so okrog 70 000 litrov, od tega dobrih 50 000 kapacitete v inih posodah, v cisternah in dobrih 15 000 v lesenih sodih, tako je tudi naš stil vina. Imamo sveža vina Ritoznojčan, muškate Sauvignone in seveda zrelo linijo Marcos, v katerih polovica vina fermentira in leži v lesenih sodih. In seveda potem še posebne polnitve, linijo Panteon, kjer se podbira top lego, sorto in seveda top letnik. Vino dobi dodano vrednost tudi z uveljavitvijo blagovne znamke okoliša. Kupci morajo vedeti, da so v kraju tudi ponudniki mesnin, sirov in drugih domačih dobrot, domačini pa morajo v vinarstvu prepoznati prednost in ne obremenitev, ugotavlja Matjaž Frešer.